dober večer želim vsem skupaj. Hvala voditeljem, da so me povabili, da sem lahko nocoj z vami, da lahko skupaj z vami delim nekaj misli. Naloga, kot sem jo razumel, ki so mi jo dali snovatelji teh letošnjih Nikodemovih večerov, je narediti uvodni korak v letošnjo temo Nikodemovih večerov, ki je papeževa apostolska spodbuda. To ni kaj lahka naloga. Namreč papeža interpretirati je zelo težko, bi lahko rekli, ker ima sam tako sočno govorico, da je najboljše pravzaprav prebrati njegovo encikliko oziroma to apostolsko spodbudo. Vendar bi kljub temu rad, da bi večer potekal tako, kakor papež želi že sam na samem začetku, sproščeno. Pomeni, da tako je zapisal, da sproščeno poglobimo nekatera doktrinalna, moralna, duhovna in pastoralna vprašanja glede zakona in družine. Počrtal bi to besedo sproščeno. Torej papež ne želi nalagati nekih bremen ali nekih tež, ampak pravzaprav o temeljnih in bistvenih stvareh se sproščeno pogovarjati. In želel bi postaviti res en okvir, v katerega sem sam začutil, da je papež postavil govorenje, razpravljanje, pogovarjanje o zakonu in družini, tako na obeh sinodah, kakor potem tudi v tem dokumentu, ki je iz teh dveh sinod o družini izšel. Gre torej za eno vizijo, gre za en pogled, pravzaprav za en ideal, bi lahko rekli, ki ga papež najprej naslika. Ampak da ne bi nas to že na začetku na nek način zadelo kot neki neuresničljiv ideal, kakor da papež pravzaprav leta po zraku in ne po zemlji, začnimo z zadnjo točko enciklike. V njej je papež takole zapisal: nobena družina ni nebeška resničnost, popolna resničnost in izdelana enkrat za vselej, temveč zahteva postopno zorenje svoje sposobnosti za ljubezen. Obstaja pa neki stalni poziv k popolnosti, ki izhaja iz popolnega občestva Svete Trojice, iz dragocenega zedinjanja med Kristusom in njegovo cerkvijo, iz tiste tako lepe skupnosti nazareške družine in brezmadežnega bratstva in sestrinstva med nebeškimi svetniki. Torej, papež želi v prvem poglavju in potem v zadnjem nekako pripraviti pot do tega ideala, povedati, da to ni ideal, kakor ga mi razumemo ponavadi. Ne gre za ideal, ki ga nekdo od zunaj nastavi, nariše, napiše, nam ga postavi in mi ga moramo zdaj dosegati. Ampak gre za neko notranjo resnico, ki je zapisana v človeku. Torej ne gre za ideal zunaj človeka, ampak gre za resnico o meni in o tebi, ki je zapisana o nas same, o naša srca. Zunaj ste lahko videli mozaik v avli in predstavljajte si, da bi na dvorišču našli dva kamenčka, različne barve, različne oblike in bi jo gledali, kaj bi si lahko z njima pomagali. Verjetno bi kmalu jih vrgli v koš za smeti ali pa kar na tla. Če bi pa ugotovili, da spadata v ta mozaik, bi pa kar naenkrat postala čisto drugačna ta dva kamenčka. Bi imela drugi pomen in drugi namen, drugi smisel bi prepoznali v teh kamenčkih. Zato se mi zdi, da je tako pomembno imeti en celosten pogled. In papež v prvem delu želi podati en celostni pogled na problematiko človeka,
zakona in družine. Tako postane pravzaprav vse skupaj lahko razodetje oziroma orodje Božjega razodevanja. Vse, kar vidimo, vse, kar doživimo, vse, kar najdemo, če znamo to postaviti v neko vizijo, v nek skupni pogled, nek celostni pogled, dobi vsaka posameznost svoj pomen. In zgleda, da živimo v času, v katerem je zakon in družina nekako v družbi, v skupnosti, marsikje izgubila svoj pomen tudi zato, ker se jo ne zna postaviti na njeno mesto. Zamislimo si, da nek moški želi vidi žensko, gleda žensko, ali ženska gleda moškega. S katerimi kriteriji se ocenjujeta, se gledata, se presojata? Pomislite, da bi en moški otipkal v Googlov iskalnik idealna ženska. Kaj bi dobil ven? Kakšne idealne mire mora imeti? Morda tudi kakšne značajske poteze? Verjetno aktualno modo, kako se mora oblačiti, če hoče biti ženska? Morda tudi bi bilo še zraven kakšen namig, kaj danes pomeni biti seksi ženska. In na to se srečata recimo dve ženski in se tudi ocenjujeta glede na ta seznam, glede na ta ideal, ki je prišel iz Googlovega brskalnika. In morda se lahko predstavljamo tudi moža, ki gleda svojo ženo doma, kako se je zapustila, ker ne odgovarja tem idealom, ki jih je nekdo postavil. Če bi pa ta moški vprašal svetopismo, kako pa svetopismo odgovarja na to vprašanje, kdo ali kaj je žena, idealna ženska, bi že najdel odgovor na samem začetku. Papež takoj preide praktično, začne s psalmom 128, potem pa takoj pride na prvi dve poglavji prve Mojzesove knjige. Bog je ustvaril človeka po Božji podobi, moža in ženo jo je ustvaril. Zanimivo. Takoj udari, bi lahko rekli, v prvem poglavju, 27. vrstici, udari v jedro. Razodetje Svetega pisma. Pove kaj? Da je, ko je Bog ustvarjal Adama, ko je stvaral Adama, še stvarjenje človeka ni bilo dokončano, še ni bilo izpolnjeno. Pravzaprav Adam ni vedel, kdo je in ni vedel, zakaj je na tem svetu. Ni še prepoznal svoje lastne identitete, ker še ni Božje podobe. Ni še mogel prepoznati v sebi Božjo podobo. Samo eden, ki je posameznik, ne more biti podoba Boga. Ker se nam je Bog končno v Jezusu Kristusu razodel kot ljubezen, pisano z veliko, ali usmiljenje v tem letu usmiljenja, pisano z veliko. Ljubezen, ki se potem razodeva kot Oče, Sin in Sveti Duh, kot Sveta Trojica, torej kot bitje popolnih odnosov ljubezni. Iz te popolne odnosnosti potem prihaja vse, kar je. Bog ustvarja iz polnosti odnosnosti v Sveti Trojici, med Očetom in Sinom in Svetim Duhom. Zato se ta Bogi Adam, ki je še sam, ne prepozna, ne ve, ker je ustvarjen po Božji podobi, ampak nima
orodja, s katerim bi prepoznal, kaj to pomeni, kako bi on bil Božja podoba. Zato je potreboval Evo. Potreboval je nekoga drugega. Potreboval je to ženo, ki je na nek način mu pomagala, da je lahko prišel sam do sebe. Zato Bog ustvari še Evo. In ko se medsebojno prepoznata, ko se medsebojno sprejmeta in ko se medsebojno podarita, in to je bistvo človeka, ne to, da je posameznik, ampak to, da se prepozna v drugem, da sprejme drugega, da se drugemu medsebojno podarita, to je bistvo človeka kot Božje podobe. Ko se to zgodi, takrat Adam in Eva v tem vzajemnem odnosu postaneta Božja podoba. Kot moža in ženo jo je ustvaril. Kot Božjo podobo, kot svojo podobo. Odkrijeta, da sta v sebi, ne da sta dva predmeta, ki vsak zase stoji. Človek ne more stati sam zase, ampak je nujno, dobiva svoje življenje kot človek, dobiva življenje iz odnosa, iz drugega. To je bistvo osebe, kakor jo Sveto pismo že na prvih straneh izrazi. Oseba je lahko prepoznana in lahko živi samo, če je v odnosu. Sicer je človek tisti individuum, egocentričen, ki propada in končno tudi popolnoma propade. Če se človek gleda samo kot samega sebe, če se zagleda vase, če hoče iz sebe narediti sam idealnega človeka, bo pravzaprav začel razbijati sebe, razbijati druge, razbijati skupnost. Kajti oseba prejema svoj obstoj in življenje iz odnosa z drugim in odnosa z drugim pisano z veliko. To je tisti prvi okvir, to je tista vizija, v katero Bog postavi človeka v Svetem pismu. Postavi kot par, postavi moža in ženo, kot edino tisto najbolj resnično in najglobljo podobo samega sebe, po kateri lahko svet spoznava Boga in Božjo resničnost. Ampak ne od zunaj, ne na pamet, ampak ko to živi, ko to uresničuje, ko v sebi doživlja to resničnost odnosa ljubezni, takrat je njegovo življenje slava Boga, slavljenje Boga. In takrat je Božja luč v njem, ki mu kaže njega, človeka in Boga samega. S tem, poglejte, je premagan, kot pravi papež, nemir moškega. Drugo poglavje namreč opisuje to, kar je v prvem poglavju bilo tako bolj direktno povedano. Kako pravzaprav ta človek postaja iz posameznika oseba. Tako, da iz te Adamove osamljenosti je rešen. Nemir moškega, ki išče, ker sam ni zadosten, ker išče nekoga drugega. Ta nemir se umiri v srečanju z Evo, v srečanju z drugim človekom. Iz tega srečanja, ki uzdravlja to samoto, pravi papež, potem izhaja tudi posredovanje življenja in družina. Torej, prvo je, da človek premaga osamljenost, ki je na največjih skušnjavah, pa hkrati tudi največja rana človeka. Osamljenost, ker ga ubija, ker ga uničuje, ker ga zapira vase. Iz tega srečanja torej se človek lahko reši v življenje. In iz tega srečanja dobi življenje, dobi tudi luč, dobi tudi vse ostalo okrog njega, potem pravi pomen v tem mozaiku, ki ga Bog kaže. Papež pravi, par, ki ljubi in posreduje življenje, je resnična in živa podoba Boga. Torej, par, ki ljubi in posreduje življenje.
Ker ljubezen ne more drugače, kakor posredovati cel spekter življenja. Nič nenavadnega ni, če se tam, kjer mož in žena živita, to takšno podaritev, medsebojno podaritev v ljubezni in s tem izražata svojo bogopodobnost, da se tam pojavijo tudi otroci, da se tam pojavi tudi tretji, da se tam pojavi tudi družina. In seveda potem v širšem pomenu besede se tam pojavi tudi družba. Glejte, vse to je povezano s tem, da se človek prepozna kot bitje odnosa, da se prepozna kot oseba, ki lahko živi samo, če sebe podari drugemu v ljubečem odnosu. To je temelj tako zakona, temelj družine in temelj družbe. Tako nam je razodeto. To je ta božja vizija, ki nam jo prve strani Svetega pisma razodevajo. Družina s tem postane družina božja podoba, kasneje cerkev jo imenuje tudi domača cerkev, postane Kristusovo skrivnostno telo, kar je cerkev. Ampak to velja tudi za družino. Se pravi, družina je Kristusovo skrivnostno telo. Tam, kjer živijo družino, tam so udje Kristusovega skrivnostnega telesa. Tam se Kristus dotika članov družine. Dotika. Telesno se jih dotika, ker prebiva med njimi, ker oni prebivajo v njem. In zato papež zanimivo postavljen poudarek pravi, v družini, ko se dogaja vzgoja, zlasti verska vzgoja, je to obrtniško delo. Zanimiva beseda. Vzgoja je obrtniško delo. Se pravi, ne neko delo, znanstveno delo, neko delo zgolj intelektualno delo, ne gre za šolsko učenje, ampak gre za prenos znanja življenja, modrosti življenja iz mojstra na vajenca. Mojster in vajenec, ki skupaj delata, skupaj ustvarjata. To je družinsko življenje, ko to božjo podobo oče in mati živita v medsebojnem odnosu, oblikujeta kot mojster vajence svoje otroke. In jim pomagajo, da tudi oni prepoznavajo smisel svojega življenja, svojega obstoja. Zakaj so? Čemu jih je Bog ustvaril? Da vstopijo v ta živi odnos z drugimi ljudmi in z Bogom. Torej, iz tistega začetnega stanja, ko se otrok še pod vplivom izvirnega greha nekako krčevito oklepa samega sebe, svojega jaza, egoizma, zato so otroci egoisti. Hočejo imeti zase, hočejo imeti zase. Vzgoja, to obrtniško delo in pa pomaga jih počasi uči živeti kot osebe, ki živijo in prejemajo življenje, ko ga dajejo iz odnosa, ko se podarjajo. No in zato ni nič nenavadno, da je 4. božja zapoved postavljena na prvo mesto med tistimi, ki se tičejo odnosa med ljudmi. Kajti odnos med starši in otroci je izrednega pomena za življenje ne samo teh konkretnih otrok, ampak celotne družbe. Zato, ker je ta vzgoja težka, ker ni enostavna. Iz te zaprtosti vase, zagledanosti vase, preiti v odprtost do drugega in prepoznati in sprejeti to, da ti resnično življenje prihaja, ko se daješ drugemu, ko umiraš za drugega, da takrat resnično življenje prihaja, vate, to ni enostavno. To je težko. Celo življenje se trudimo, da bi to dojeli in da bi to potem tudi živeli. Pavel, ko govori o teh stvarih, govori o starem in novem človeku. Pravi, da je, vidite, Bog je človeka prerodil, v Kristusu ga je prerodil, potopil ga je, s krstom ga je potopil v svojo smrt in ga dvignil v življenje, v vstajenje, naredil ga je deležnega vstajenja.
Pavel dobesedno pravi Efežanom, da nas je s Kristusom posadil v nebesa pri krstu. Ali Kološanom pravi v 3. poglavju 3.3, da je naše novo življenje s Kristusom skrito v Bogu. Ampak mi še živimo tukaj in zdaj je tu ta napetost, ki potrebuje vzgojo. Ne? Napetost, mi smo že prerojeni v Kristusu, ampak naši čuti, naše doživljanje, naša čustva, potrebe, nagoni nas pa nekako ženejo in vodijo v staro življenje, v starega človeka. Hočejo se uresničiti v starem človeku. In ta napetost je pravzaprav vzgoja. In če tega ne znamo umestiti v to celotno vizijo, ki jo je Bog postavil, nam jo je razodel pravzaprav, potem zelo težko sprejmemo to napetost med novim in starim človekom, ki se vsakim med nas dogaja. V to vizijo družinskih odnosov, ki so izraz Božje podobe, nepogrešljivo, pravi papež, spada nekoliko zapostavljena krepost nežnosti. Veste, da papež pogosto uporablja prav izraz nežnost. Kaj vsebuje, kaj polaga papež v to besedo, v ta pojem nežnosti? Pravi, blaga zaupnost je en vidik, ko odstira to skrivnost. Blaga zaupnost, ki vlada recimo med materjo, očetom in otrokom. Blaga zaupnost, ki vlada recimo kot psalmist izrazi v enem psalmu med materjo, ki je podojila svojega otroka in zdaj je ta otrok zaspal na njenih prsih. To je blaga zaupnost. In ta blagost je pravzaprav podoba Boga. Zdaj jo lepo, je eden tistih, ki jo je lepo opisal, prav to dimenzijo, ko Boga predstavlja kot izraz družine, družinskega dogajanja. Bog je, ko je bil Izrael mlad, sem ga ljubil in iz Egipta sem ga poklical, Efraima sem učil hoditi, jemal sem jih v svoje naročje, z vrvicami dobrote sem jih vlekel, z vezmi ljubezni, bil sem jim kakor človek, ki dvigne dojenčka k svojemu licu, nagnil sem se k njemu in mu dal jesti. Vidite, ko se to dogaja med možem in ženo, ko se to dogaja med starši in otroki, takrat so podoba Boga. Takrat se inkarnira, učlovečuje podoba Boga sredi tega sveta. Podobno, kakor se je v Jezusu Kristusu. K nežnosti torej spadajo vrvice dobrote, s katerimi želiš drugega peljati, voditi. Vezi ljubezni, s katerimi vežeš ljudi med seboj in s seboj. To spada k nežnosti. Še bolj konkretno kasneje razloži papež nežnost takole. Nežnost pa je izraz tiste ljubezni, ki se osvobodi želje sebičnega posedovanja. Ljubezen, ki se osvobodi želje sebičnega posedovanja. Privede nas do tega, da pred človekom tako rekoč drhtimo z neizmernim spoštovanjem in določenim strahom, da ga ne bi prizadeli ali mu vzeli njegovo svobodo. Ljubezen do drugega vključuje zadovoljstvo, da gledam in cenim lepo in nedotakljivo njegovega osebnega bistva, ki biva onstran mojih potreb. Vidite, ta napetost med tem, kar jaz potrebujem od drugega, si želim od drugega, bi rad imel, bi rad prijel, bi si rad prisvojil in tem, da sem sposoben temu reči ne, se odpovedati za to, da vidim, kaj je onkraj tega, kar jaz od tega človeka potrebujem. To je izraz nežnosti. Kot mati
onkraj rada bi imela mir, ko je otrok bolan, rada bi spala, ne vem kaj še vse od utrujenosti. Ne? To so njene potrebe, želje, ampak je sposobna onkraj teh potreb videti, kaj otrok potrebuje. To je nežnost, to je sposobna nežnost. Torej takrat, ko se mož in žena več ne potrebujeta, se več ne potrebujeta, takrat postajata popolnejša, vedno bolj popolna podoba Boga. Ker Bog ničesar ne potrebuje. In ljubezen pravzaprav nič ne potrebuje, ne sme nič potrebovati, ker potem ni to ljubezen. Ne pozabimo, da papež smo začeli s tistim pravi, nobena zemeljska družina ni nebeška resničnost še. Torej smo na poti. Zato postavlja ta ideal, ki pa smo rekli, ni ideal, ampak je nekaj, kar je zapisano v naše srce, v našo notranjost. In lahko človek samo po tej poti zares uresniči. Nežnost spada torej v božjo vizijo človeka. Ja, veste, tudi takrat, ko je drugi kakor jež. Tudi do ježa je treba biti nežen. A veste, da se da tudi ježa pobožati? Samo prav ga moraš, ne? Veste, to je nežnost. Ko pogrunta, kako lahko ježa pobožaš. Ker tudi on to potrebuje. Človek, ko je kot jež, še bolj potrebuje nežnost, kakor tisti, ki ni naježen. Ker prav naježenost kaže to potrebo. No, tako sem poskušal malo skicirati, ne obnoviti, ker boste brali sami, malo skicirati to, kar je hotel papež podati kot tisto vizijo, znotraj katere bi naj gledali vsak dogodek, vsako dogajanje znotraj zakona in družine, kar potem razčlenjuje v naslednjih poglavjih. Od 2. do 7. razčlenjuje potem te posameznosti, ampak vedno jih gledati znotraj tega celotnega konteksta. Tudi tiste težke, tudi tiste neuspele primere, kakor jih papež imenuje, o katerih boste še v teh večerih govorili in se pogovarjali. Tudi tiste je treba gledati v tej viziji, ki jo je Bog pokazal, razodel o človeku, o zakonu in o družini. Zdaj se predstavimo še pa malo to zadnjo poglavje, 9. poglavje, torej, ki govori o duhovnosti, o duhovnem življenju zakoncev in družin. In sicer z vidika, kako to duhovno življenje razodeva Boga. Duhovno življenje razodeva Boga v zakonu in družini, ampak ne kot nekaj zunanjega. Papež želi prav to pokazati in poudariti, da je zakonsko in družinsko življenje prostor, kjer je Bog navzoč, kjer Bog biva, kjer je navzoča Sveta Trojica. Pravzaprav bi lahko rekli ne, kjer Bog biva, kjer je Bog navzoč, kjer mož in žena in družinski člani živijo pri Bogu. Pavel izpelje to do konca, ko začne tako vztrajno poudarjati, da mi nismo poklicani, da živimo s Kristusom, da hodimo za Kristusom, ampak da smo poklicani, da živimo v Kristusu. V Kristusu. To je zadnje sporočilo, zadnje razodetje. Da smo poklicani, da živimo v Kristusu. Torej, zakon in družina je poklicana, da živi v Kristusu in s tem razodeva Božje življenje. Takole papež pravi, Gospodova navzočnost prebiva v resnični, konkretni družini, z vsem njenim trpljenjem, boji, radostmi in njenimi vsakdanjimi zadevami. Kadar to prisotnost poživlja ljubezen, tedaj tam vlada Gospod s svojim veseljem in svojim mirom. Duhovnost družinskega življenja je sestavljena iz 1000
vsakdanjih in konkretnih dejanj. V tej raznolikosti darov in srečanj, po katerih zori notranja povezanost, ima Bog svoje bivališče. Ta predanost združuje človeško in božje v zakonu, kajti napolnjena je z božjo ljubeznijo. Končno je zakonska duhovnost prisrčne povezanosti, v kateri prebiva božja ljubezen. Iz tega in še nekaterih drugih tekstov jasno izhaja, kakšno podobo ima papež o duhovnosti. Kaj je za njega duhovnost? Gotovo za njega duhovnost ni neka nesnovnost. Človeška duhovnost ni nesnovnost, ni nematerialnost, ampak je telesno izraz ljubezni. Zato torej tudi telesno spada v duhovnost. Kako pokaže? Pravi, ta družinska duhovnost je sestavljena iz 1000 vsakdanjih konkretnih dejanj. Skuhanja, pranja, pomivanja, prebujanja, vožnje v vrtec, v ono šolo, v tisto glasbeno, vse do dotika, do poljuba, vse do spolnega odnosa. Vse to je izraz človeške duhovnosti, ki ne more biti netelesna. Človek ne more ljubiti netelesno, ker imamo telo. Pavel pravi, da smo telo, duša in duh. In duh je tisto središče, v katerega je Bog izlil, pravi Rimljanom, svojo ljubezen. In človek je duhoven takrat, ko omogoči tej božji ljubezni, ki jo je Oče izlil v naša srca, da skozi dušo, to je voljo, razum, čustva, in skozi telo, skozi vse telesne dejavnosti posije, proseva ta očetova ljubezen. Ko skozi moj gib, skozi mojo besedo, skozi mojo misel, skozi moje čustvo, drugi doživi, da ga ima Bog rad. To je duhovno. Ampak to ne gre brez telesa. Zato to je osrednja duhovnost, človeška duhovnost, ki pride tako močno do izraza prav v družini in v zakonskem življenju. Ker se mož in žena ljubita, ostaja Bog navzoč v njuni ljubezni. Če je ljubezen, če je resnična ljubezen. Ne? Otroci to vidijo, otroci to jejo, otroci to pijejo z materinim mlekom. Božjo navzočnost, če je Bog navzoč v odnosu med mamo in atom. Če so ona dva podoba Boga, potem otrok to pije, sosedje to doživljajo, tudi če niso verni. Sodelavci se oblikujejo ob možu in ženi, ki se ljubita. Zatorej mož in žena nista samo znamenje Boga. Znamenje je nekaj zunanjega, kaže na nekaj, kar ni samo. Mož in žena sta podoba, pravi Boga, utelešata prostor, kjer je Bog dejavno živo navzoč. Kjer Bog dobiva konkretne človeške oblike po njunem življenju, po njunem odnosu. Tako, kakor je dobil Bog v Jezusu Kristusu, ko se je očlovečil v človeku, v človeški naravi, je Bog dobival konkretne človeške poteze. Bog, druga božja oseba, je z človeško roko se dotikala ljudi in jih ozdravljala. Človeška usta so govorila božjo besedo, ker je govorila druga božja oseba. Nekaj podobnega, ne enako, nekaj podobnega, ampak enako skrivnostnega se dogaja med možem in ženo, ki sta podoba Boga. Kaj se v bistvu zgodi? Morda nam lahko Marija tukaj pomaga še globlje dojeti. Glejte, Marija je se tako odprla Bogu, tako se je odprla delovanju Svetega Duha, da se je kaj zgodilo?
da je spočela od Svetega Duha. Da je spočela. V njej je začel bivati človek in Bog. Zaradi te odprtosti Bogu, zaradi tega odnosa z Bogom. In je rodila Bogo človeka. Ampak v dogmi, ob Marijinem brezmadežnem spočetju, 8. decembra bomo praznovali ta praznik, v tej dogmi je Cerkev izrazila ne samo, da je bila obvarovana izvirnega greha, ampak da Marija ni napravila nobenega osebnega greha. Kaj pa to pomeni? Da je vsaka njena misel, da je vsako njena beseda, da je vsako njeno dejanje, pa naj je bilo še tako vsakodnevno, banalno, ko je skrbela za Jožefa, ko je skrbela za Jezusa, ko je upravljala druge stvari in ko je hodila za Jezusom, da je vsaka, torej njena misel, beseda in dejanje bila porojena, spočeta skupaj s Svetim Duhom. Ker to pomeni, da ni nikoli grešila. Ker zato smo ljudje ustvarjeni. Zato smo ustvarjeni, da bi tako sodelovali z Bogom, to so v nebesa, ne? To je bil raj, to so in nebesa izpopolnjeno, to bivanje človeka z Bogom, ko so vse človekove dejavnosti, sposobnosti prepojene tudi s Svetim Duhom, z njegovo močjo spočetja, Božjega spočetja. To ni spolno spočetje, to je Božje spočetje. In gledajte, ko živita mož in žena v tej smeri, ko si za to prizadevata, potem počasi postajajo njune misli, želje, hrepenenja, njune besede, njuna dejanja, vsa spočeta tudi od Svetega Duha. In takrat tudi otroci doživljajo to navzočnost Svetega Duha, navzočnost Boga v njihovi družini. Ta duhovnost ni le kakšen, veste, približek duhovnosti, duhovnost v zakona in družine. Dolgo časa je mogoče celo vladalo neko tako neka dvojnost. Ne? Ja, duhovniki, pa redovniki in redovnice, ti so tako za nekaj več poklicani, njihova duhovnost je bolj popolna, kakor duhovnost očetov in mater v družinah. Papež jasno in glasno pomete s tako predstavo. Upam, da je že mi prej nismo imeli, ampak jasno pomete s to predstavo. Poglejte, kaj pravi. Kdor ima torej globoko hrepenenje po duhovnosti, naj ne misli, da ga družina ovira pri rasti življenja v duhu. Marveč je to pot, ki jo Bog uporablja, da bi ga vodil k vrhuncu mističnega zedinjenja. Vidite, ena izmed pot do vrhuncev mističnega zedinjenja je lahko Karmel, kakor je to bilo za Terezijo Veliko. Ampak za isto stopnjo, za isto doživetje, mistično združenje z Bogom, lahko Bog uporabi tudi pot zakonskega in družinskega življenja. V zakonu in družini vsakega člana vsak trenutek po drugih članih srečuje Bog. Ga pogleda. Veste, kaj pomeni pogled v Svetem pismu? To je zelo močen izraz. Jezus ga je pogledal in vzljubil. To je pogled, ki predrugači, ki spreminja. Ga poboža, Bog poboža, ženo po možu, moža po ženi, otroke po starših in starše po otrocih. Bog, če je tam navzoč. Če je to resničnost, kar nam Svetopismo razodeva in nam pape zdaj ponovno nekako polaga v srce. Bog nas nahrani v tem okolju, ker če družina prebiva v Kristusu, prebiva v Bogu, potem je to telesnost Boga, ki nas nahrani, Bog ti očisti čevlje.
ko ti mama očisti čevlje, ali pa ko otrok očisti ato čevlje. Bog očisti čevlje. Veste, to je mistika, ne? Do te mistike nas vabi papež, da bi vstopili. Zato daje temelj temu zakonskemu življenju in duhovnosti sakrament. Kristus postavi to življenje, to bivanje, ta način življenja postavi za sakrament. A veste, kaj je sakrament? Ne samo tisto, kar smo se naučili, da je sakrament vidno znamenje nevidne milosti. Globlje, to je še veliko več. Sakrament je Jezusovo delovanje poveličanega Kristusa v dejanjih cerkve. Poveličani Kristus deluje v dejanjih cerkve. In pa smo rekli, zakon in družina je mala cerkev, je cerkev v malem, to je cerkev. In zato je to sakrament. V sakramentu Kristus deluje. Glejte, potopimo ali pa oblijemo z vodo in rečemo, jaz te krstim, in takrat ne duhovnik očisti izvirnega greha tega človeka ali ga vključi v cerkev, ga naredi za uda Kristusovega skrivnostnega telesa. To ne naredi duhovnik, to naredi Kristus. Zato je to Kristusovo dejanje po in znotraj dejanja cerkve. In kako pomembna resnica je to. To bi si res morali zapisati v srce, da je sakrament zakona je tista resničnost, kjer Bog deluje po možu in ženi. Po vseh njunih dejanjih, po vseh dogajanju med njima. Razen, kar je grešnega. V grehu seveda Bog ne more delovati. Ampak drugače, vse drugo pa spada v ta sakrament. Sakrament ima 3 plasti ali pa 3 elemente. Navajeni smo misliti, da se sakrament konča tam v cerkvi, ko se konča, ne? Ali pa kjerkoli se obhaja sakrament. Ampak sakrament ima 3 razsežnosti. Ima pisano besedo, to je svetopismo, ker ima temelj v svetem pismu. Ker je del besed, to je Božja beseda. Sakrament je Božja beseda danes, vidna beseda, ki se dogaja. Potem je obhajana beseda, to je obred, preko katerega ta pisana beseda, razodeta beseda postaja naša, postaja del nas. A veste, kdaj je igra v gledališču dobra? Takrat, ne, ker oni samo recitirajo besedilo, ki je zapisano, ampak ki ga tako recitirajo, ga tako igrajo, ga tako v obred prinesejo, da angažira tudi gledalce. In da v gledalcih nekaj se spremeni, da se nekaj zgodi v gledalcih. In da gredo domov drugačni, kot so prišli. To je dobra igra, ne? To je dobra predstava. In sakrament je takšna resničnost. Obhajanje sakramenta je tisti temeljni del, ki želi to razodeto resničnost, ki je zapisana v svetem pismu, spremeniti v tako obliko, da bo postala del mojega življenja. Zato je potem 3. del sakramenta živeta beseda. Torej zapisana beseda, obhajana beseda in živeta beseda. Pri maši to najbolj lepo, niti ne slišimo več tega. V latinski maši je na koncu ite missa est. To je original. Ne pojdite v mir, ampak ite missa est. Pojdite, poslani ste. Da zdaj to, kar ste tukaj doživljali, kar se je tu zgodilo, da to živite zdaj vsak dan. To je nadaljevanje sakramenta oziroma razširjanje sakramenta v življenje. Življenje postane del sakramenta, je del sakramenta. Vidite, to je, če hočete, teološka osnova tega, da kar papež pravi in reče, da je možno, ne, da ta odnos med možem in ženo razodeva Boga, ga predstavlja, pa še več, ga tudi posedanja, ga naredi navzočega in prisotnega za nas. Ker sta zares sakrament, v katerem Bog deluje. In pravzaprav nič ni izvzeto iz tega dogajanja. Ne? Če se vrnemo malo na začetek, tam Adamu in Evi, kdaj sta ona dva dejansko zaživela to bogopodobnost?
Takrat, ko je Adam začel svojo moško naravo, moško človeško naravo, uporabljati za to, da je Evi začel izkazovati ljubezen. Ne zato, da je manifestiral, da je on moški, človek moške narave. Ne? In Eva ni uresničila svojega poslanstva in se ni uresničila, dokler je bila izraz samo svoje ženske človeške narave. Ampak ko sta oba začela, vsak svojo človeško naravo, eden moško, drugi žensko, uporabljati za to, da sta si čim bolj popolno izkazala ljubezen. Takrat sta se uresničila. Takrat sta začela vedeti, zakaj sta in zakaj obstajata. In takrat sta začela biti Božja podoba. Pa še več, pa sta vse začela uporabljati. Vse, kar je Bog v tistem vrtu dal na razpolago, vse sta začela uporabljati zato, da sta skozi to izražala ljubezen drug drugemu in skupaj s tem Bogu. Ne še posebej Bogu, ampak že s tem, ko sta drug drugemu na tak način izkazovala ljubezen, sta izkazovala ljubezen Bogu, ker sta se uresničevala tako, kakor je si Bog zamislil, kakor je Bog jo ustvaril. Zato je človek, ki tako živi, največja Božja slava. In zakaj naslov jaz, midva, mi pred Bogom, če nisem nič o tem govoril? No, pravzaprav sem ves čas o tem govoril. Ne? Ponovimo malo. Ne? Glejte, biti pred Bogom je vedno občestveno dejanje. Tudi takrat, ko se sam znajdem pred tabernakljem. Če kdo misli, da lahko moli kot posameznik, se moti. Človek ne more moliti kot posameznik. Kristjan ne more moliti kot posameznik. Tudi če sam moli, ne moli kot posameznik. Zato, ker kot posameznik nimam dostopa do Kristusa. Če hočem imeti Kristusa kot posameznik, se ne morem srečati z njim. Se mi zgodi to, kar se je zgodilo onemu tam v templju, farizejev v templju, ko sta šla cestninar in farizej moliti. In kaj je farizej naredil? Šel je pred cestninarja, tja vspredaj, in pravi Luka, da je sam pri sebi molil. Sam pri sebi. Se pravi, se je pogovarjal sam s seboj. Zato sploh ni molil. In zato je šel neupravičen na svoj dom. Ne moreš biti sam. Pred Bogom si lahko samo kot ud njegovega skrivnostnega telesa. Se pravi, vedno skupaj z drugimi. In tudi Kristus je pred teboj vedno skupaj s svojim telesom, ne samo glava. Če bi bil Kristus pred nami samo kot glava, bi zelo čudno izgledalo. Ne? Telo brez glave. To podobo uporabi Kristus. Ne? Jaz sem glava, vi ste pa udje. In če se jaz hočem biti sam z Jezusom, bi moral biti samo z glavo. Glava brez telesa pa mrtva. Pomeni, da smo pred mrtvim Bogom. Da smo pred idolom, ki ni Bog, ki je nič, ki je prazen nič. Torej, če želim biti z Bogom ali v Bogu, je to vedno občestveno dejanje. Zakonci in družine lahko molijo posamič, lahko molijo v dvoje, lahko molijo kot družina, a vedno so pred Kristusom. In vedno so pred celotnim Kristusom. Vedno so skupaj tudi z vsemi udi njegovega skrivnostnega telesa. Živečimi še na zemlji, onimi, ki so že rajni in so že v nebesih, ali pa onimi, ki so še na poti skozi vica. Pa smo zopet ob teh praznikih, ki smo jih ravno kar obhajali.
vedno so torej prisotni v tej molitvi tudi udje. Zato so tudi v družini vedno prisotni vsi. Jaz ne more biti pred Bogom. Pred Bogom smo lahko samo torej skupaj. Jaz s teboj, ti z menoj, mož in žena, starši in otroci, sosedje skupaj z menoj vedno, člani župnijskega občestva, sodelavci, ja, tudi tisti izgubljeni, tudi tisti oddaljeni, kajti Kristus je zaradi njih prišel, je rekel. Torej, tudi oni so tam zraven. Tudi največji grešniki so tam zraven, ko jaz molim, če resnično molim. Ne morem se ločiti od njih. In gledajte, to je čudovita resničnost zakonske in družinske duhovnosti. Tudi ko so ločeni, tudi ko ne morejo skupaj živeti, ko morajo zaradi obveznosti se ločevati, so pravzaprav vedno skupaj pred Bogom. Najbolj nam to čudovito povezanost gotovo pokaže Evharistija, ker smo tako eno, zato ker se hranimo z istim kruhom in pijemo isto vino, pri isti mizi. Kristusovo telo jemo in postajamo Kristusovo telo. In zato smo eno. Ampak pri sveti maši, vedete, zopet, če hočeš biti sam pri sveti maši, izoliran od drugih, to pravi, da niti ne opaziš druge, kdo je zraven tebe, pravzaprav nisi pri sveti maši. Ker pri sveti maši se hranimo s Kristusovim telesom, ampak to Kristusovo telo sedi tudi poleg mene, ni samo na oltarju pod podobo kruha, ampak sedi tudi poleg mene. Ima podobo brata in sestre, ki so skupaj z menoj pri sveti maši v cerkvi. In tudi z njimi se moram nahraniti. Potem je to resnična molitev, potem je to resnična Evharistija, zahvala Bogu. Ne? Ko se hranimo ne samo s Kristusovim telesom in krvjo pod podobo kruha, ampak tudi z njegovim skrivnostnim telesom, ki je lahko moja žena, moj mož, moji otroci, moji sosedje, bratje in sestre, ki so tukaj z menoj. In takrat postane tudi zakonski par in družina znamenje in orodje, kot je drugi Vatikanski koncil zapisal za cerkev. Da je znamenje in orodje edinosti ljudi med seboj in z Bogom. S tem lahko povzamemo vse to, kar nam je kot to vizijo na začetku in na koncu tega apostolske spodbude pokazal papež. Znamenje in orodje. Vidite, ampak skupaj, ne ločeno. To je zakrament, znamenje in orodje. Znamenje, ki kaže, ampak znamenje, ki to, kar kaže, tudi uresniči. Zato je orodje. Ker z orodjem pa tisto narediš, kar prej pokažeš. Ne? In mož in žena sta takšno znamenje in orodje, v katerem se dogaja edinost med ljudmi in Bogom. Najprej se to zgodi med njima in v njiju, potem se preko njiju to zgodi v družini in preko družine se to prenaša v celotno družbo. In naj končam skupno razmišljanje še enkrat zadnjo točko papeževe spodbude, v kateri nam še enkrat polaga na srce, da ne smemo tega vzeti kot zunanji ideal, ob katerem bi se čutili frustrirane, ampak kot veliko povabilo za smer, v katero nas kliče Bog. Takole pravi. Kljub temu nam razmišljanje o še nedoseženi polnosti tudi dovoljuje, da zgodovinsko pot, ki jo hodimo kot družine, vidimo v pravi perspektivi. Tako bomo nehali od medčloveških odnosov zahtevati popolnost, čistost namenov in povezanost, do katere bomo lahko dospeli šele v dokončnem kraljestvu. Ta pogled nam preprečuje, da bi strogo sodili tiste, ki živijo v okoliščinah velike slabosti. Vsi smo poklicani, da v sebi vzdržujemo živo stremljenje po nečem, kar presega nas same in naše omejitve.
Vsaka družina mora živeti s to stalno spodbudo. Pojdimo kot družina naprej, ostanimo na poti. Obljubljene so nam še večje stvari. Ne obupujmo zaradi svojih omejitev, a se tudi ne odpovejmo prizadevanju za polnost ljubezni in komunijo, ki nam je obljubljena. No in upam, da boste v naslednjih dnevih in večerih lahko znotraj te vizije se dotikali tudi vseh teh različnih resničnosti, ki se lahko v zakonu ali v družini zgodijo in dogajajo. Hvala lepa za vašo pozornost.